Ne vem, če ste vedeli, ampak pred prazniki je revija Obrazi izdala seznam 100 najvplivnejših Slovencev v letu 2017, torej seznam največjih slovenskih influencerjev. Ker se javnost ne strinja popolnoma z imeni, ki so bila uvrščena na lestvico, smo za mnenje v goste povabili našega liberalnega korespondenta in strokovnjaka za korektnost v medijih, gospoda Jerneja Celca. Zdravljeni. Gospod Celec, vi ste ekspert za vplivneže. Povejte nam torej, kdo so največji slovenski influencerji? Spoštovani gospod Godler, prej gremo na dejanska imena na seznamu. Dajmo najraje Slovencem za začetek razložiti, kaj so to influencerji. To so ljudje, ki s svojim vzorom in svojimi besedami vplivajo na naš način razmišljanja, način nakupovanja in način, kako vzgajamo naše otroke. So torej podobno kot duhovniki, le da nimajo davčne olajšave. Ne moramo reči, da so influencerji duhovniki, se to pa nimajo skupnega. Da nimajo skupnega? Povejte mi, kaj je značilno za duhovnike? Pa ne vem, da so večino delovnega časa oblečeni v reprezentativno uniformo. Aha, tako kot Goran Dragič, Luka Dončić, Ilka Štuhec, Jan Oblak, 4 izmed 10 najvplivnejših Slovencev. Vsi v uniformah. Dobro, to je slučajno ratelj. Duhovniki so recimo znani potem, da imajo javne nagovore za privržence. Seveda, tako kot Janša, Cerar, Pahor, Šarec, vsi med 50 najvplivnejših. Še kakšna značilnost za duhovnike? Dobro, duhovniki imajo svoje privržence, ki se zberejo v dvorani in molijo. Tega nima noben influencer, lepo sprosim. Da nima? Ne. A ste vi sploh gledali finale Eurobasketa? Tam ni bilo videti nič drugega kot Slovence, ki imajo sklonjene glave in molijo za zmago. Tisti večer to ni bila košarkarska dvorana, ampak cerkev svetega Gorana. Ne moram verjeti, dejansko imate prav. Influencerji so dejansko novodobni. Tako je. In ravno zato so postali nevarni za družbo, ker včasih s svojim mnenjem ljudi usmerjajo v napačno smer. Tako kot duhovniki včasih niso verjeli, da Zemlja kroži okoli Sonca in so s tem zavirali napredek, imamo danes influencerje, ki ne verjamejo v učinkovitost cepiv in s tem širijo bolezni. Razlika je le, da so nasprotniki znanosti včasih izgledali takole, danes pa so videti takole. Na sliki je Jelena Karleuša, srbska pevka in ena izmed najvplivnejših srbskih influencerjev, ki je s svojimi objavami proti cepljenju otrok vplivala na marsikatero mlado mamico, ki njene besede jemlje preveč resno. Ker koga boš pojemal resno, če ne človeka, ki poje napravi mi sina pod svetlima kazina. Ona torej ne verjame v učinkovitost cepiv, verjame pa v učinkovitost LED žarnic. Ok, razumem, ampak koliko škode pa lahko dejansko povzroči en tak posameznik? Gospod Godler, problem je, da je takih posameznikov več in večinoma delujejo na mlade, ki še iščejo svoje vzornike. Eden takih vzornikov današnje mladine je na primer Logan Paul, ki rad dela take stvari. V 90-ih so starši otroke poskusili odvrniti od videoiger, v katerih smo s pištolo streljali po šasti, zdaj pa so otroci našli tipa, ki z elektrošokerjem strelja mrtve podgane. Temu se reče napredek. Mislim, čakajte malo, to so res neki ekstremni primerki nekih čudakov. Koliko dosega imajo sploh te ljudje? Tale mladenič z inovativnim mučenjem živali ima 17 milijonov naročnikov na YouTubeu, medtem ko gospa v večerni toaleti, ki rada poje v kazinoju, deluje bolj lokalno in ima skoraj 1 milijon sledilcev na Facebooku. In iz teh številk izvira nevarnost influencerjev. To so ljudje, ki lahko z eno samo objavo spremenijo mišljenje tolikšnega števila ljudi in naredijo tolikšno škodo, da je kvalificirani strokovnjaki in javne organizacije ne morejo popraviti še nekaj let. Neodgovoren influencer je kot Kim Jong-un. Noben ga ne jemlje resno, dokler ga vsi ne jemljemo zelo resno. Zato je bilo prav, da tisti, ki so se znašli na slovenski lestvici najvplivnejših influencerjev, sledijo besedam grškega filozofa Spidermana. Z veliko močjo pride velika odgovornost. Ja, to je res. Kakšna pa situacija v Sloveniji? Imamo na našem seznamu 100 najvplivnejših tudi kakšne ekstremne primerke. Zaenkrat je situacija v Sloveniji kar dobra. Med prvo deseterico najvplivnejših so se seveda znašli 4 že prej omenjeni vrhunski športniki, potem je tukaj prva dama ZDA Melania Trump ter predsednik države Borut Pahor. Ima pa prva deseterica tudi nekatere zanimive, ampak logične izbire. Naprimer, vrhunska kuharica Ana Roš, ker
Slovenci radi jemo, še raje pa gledamo, kaj jejo drugi. Potem je tu Marjan Batagel, šef Postojnske jame, ker je edini, ki lahko reče, da ima v svoji kleti človeško ribico. In pa Aleksander Čeferin, človek, ki si ga včasih poklical, če nisi hotel v zapor, danes pa ga pokličeš, če rabiš karte za finale. Dve, tudi če so zgor... Okay. Deseterici najvplivnejših pa je tudi Igor Kokoškov, bivši selektor zlate košarkarske reprezentance, ki pa v bistvu sploh ni Slovenec. Zgleda smo Slovenci strogi pri sprejemanju tujcev, dokler ni v igri kolajna. Kaj ne rečemo? Če bi Ahmad Šami znal postaviti consko obrambo in rotirati igralce, se danes ne bi bal, da bo na seznamu za deportacijo, ampak bi bil na temle seznamu. Zelo izčrpno, gospod Selec. A vas lahko za konec še nekaj vprašam? Ja. A sem jaz na seznamu? Ne. Nisem dosti vpliven. Ne. Pa bi lahko? Ne. Dobro, hvala lepa, gospod Selec. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!